Jaz bi vas vse zelo lepo pozdravila na predstavitvi, na še eni predstavitvi knjige Začasno bivališče na grad 25. Zelo sem vesela, da so tukaj vse avtorice, ki jih bom zdaj predstavila oziroma jih bom kar prebrala. Milica Antič Gabor je tudi uredila knjigo, potem so pa tukaj še Darja Tadić, Nina Perger, Jasna Podreka in Deja Crnović. Knjiga zadnje čase je to knjigo res možno videti čisto povsod, tako da sem prepričana, da že vsi veste, zakaj gre in da je najbolj, da kar začnemo. Torej, Milica, knjiga zaobjema zbirko 10 zgodb žensk, ki prestajajo zaporno kazen v edinem ženskem zaporu na Igu. Je delo, ki se je pridružilo knjigi Na poti do lastne sobe, ki popisuje življenjske izkušnje 20 migrantk. Obe knjigi dajeta glas neslišanim, odpirata možnost, da slišimo neke zgodbe. In kar mene zanima je, zakaj je to pomemben del feministične prakse in kako je v bistvu prišlo do odločitve za to knjigo, ki jo danes predstavljamo. Dober dan, še dan. Dober dan sem, ki ste prišli še na eno predstavitev, kot je rečeno te knjige, ki je zares doživela precejšnjo medijsko pozornost. Ta knjiga je nastala po sklopu nekih naključij, ni bila načrtovana od vsega začetka. Čeprav so neki nastavki bili, pa vendar je neko naključje potem potrebovalo k temu, da je nastala kot knjiga zgodb zaprtih žensk v edinem ženskem zaporu na Igu. Res je, da je zadaj neko feministično izhodišče, da je treba dati glas in postaviti v vidno polje tiste marginalizirane skupine žensk, ki ne pridejo v javnost, katere zgodbe ne pridejo v javnost, ki se jih ne vidi, ne sliši ali pa namenoma tudi presliši. Se hodi mimo njih, da se jih ne vidi, se jih ne vpraša, kako jim je, se jih postavi nekem na rob družbe in se z njimi potem več ne ukvarjamo. Zakaj je to pomembno? To se mi zdi pomembno iz večjih razlogov. Eden je ta čist feministični, ker dolgo časa se je feminizmu očitalo, da se ukvarja predvsem, da je to feminizem belih žensk, srednjega razreda in tako naprej, zahodne družbe, da se premalo ukvarja z drugimi skupinami, deprivilegiranimi skupinami žensk, ki jih ni malo in izpostavljeni sta bili samo pravzaprav dve, migrantke in zaprte ženske. Takih skupin pa je seveda še veliko in upam, da bo še kakšna knjiga nastala prav iz tega izhodišča, da se vidi, da se sliši njihov glas. Kajti menimo, da prav te preslišane in nevidne skupine lahko marsikaj povedo tudi o stanju družbe nasploh, o tem, kako pravzaprav, kakšni strukturni razlogi so recimo botrovali preseljevanju, iskanju lastne sobe, kot je bil naslov prejšnje knjigi, ali pa kateri strukturni, ekonomski, socialni in drugi razlogi so bili na delu oziroma jih ne vidimo zadosti jasno, ko se govori o zaprtih ženskah. Kajti tukaj vlada cela vrsta predsodkov, stereotipov, izkrivljenih podob, medijskih posploševanj in tako naprej. Zato se nam je zdelo vredno, da damo glas prav njim. In to smo naredili tako, da smo jih šle poslušati, da smo prišli s preprostim vprašanjem, da naj nam povedo svojo življenjsko zgodbo, da lahko začnejo kjerkoli, da nas zanima predvsem, kako se je njihovo življenje spremenilo z vstopom v zapor. Potem se je pa seveda odprlo in potem je marsikaj prišlo ven. Na začetku povem, da nas ni zanimal sodni proces, ni nas zanimala krivda, v to se nismo spuščali, potem nočemo presojati. Preprosto smo hoteli dati možnost, da povedo.
tisto, kar mislijo, da je prav, da povedo. Super. Rekla sem že prej, da ste delali intervjuje z ženskami v edinem ženskem zaporu v Sloveniji. Torej, zapori so spolno zaznamovani in mene zanima v bistvu čisto na splošno, mogoče kakšne so neke specifike ženskih zaporov, kaj je tukaj drugače? Ja, prva specifika je pač v bistvu to, ne, da je zapor za ženske, ne, se pravi, da so zapori ločeni glede na spol, ki je osebi pripisan, ne, in da jih vključujemo po tem kriteriju. To je pač prva specifika. Zdaj druga, ki je ta, ki si jo ti tudi poudarila, kar da je samo en zapor, ne. In iz tega tako izhaja marsikaj. Prvo je to, da je to na igu, da je za celo državo ta ig, kar pomeni, da vse ženske, ki morajo prestajati kazni, se iztekajo na ig. In to je edini tak zapor, v katerem prihajajo osebe iz cele Slovenije, prihajajo ne glede na dolžino kazni, prihajajo ne glede na vrsto sankcij oziroma ukrepa, ki se zoper njih izvršuje. In to ustvarja nek tak poseben socialni prostor, ki ga drugje ni. Zdaj s to geografijo, ne, s to oddaljenostjo od doma, ki se na ta račun zgodi, je pa še en kup stvari povezani. Prvo so finance glede obiskov, so z obiskovalci višja, ne. Organizacija glede prihoda na obiske, terja več časa, več organizacije, mlajše osebe težje prihajajo na obisk in tako naprej, tako da so v bistvu že obiski otežkočeni, da tako rečemo, zgolj za tega, ker tam oseba, ki je v ženskem zaporu, ne. Potem so pa še druge specifike, ki so pa mogoče bolj zanimive. Zdaj, ker je to zapor za ženske, se tam odražajo tudi neki vidiki, neki pogledi družbe na to, kako naj se kaznuje žensko. In splošno je za zapore za ženske značilno, ne, recimo, da je nižja toleranca do nekih kršitev pravil, da se na manjše kršitve zapor hitreje odziva, strožje kaznuje. Potem recimo to, da so po drugi strani pa ženske v zaporih bolj konformne do pravil, da je manj izgredov, da je manj pobegov, da je manj nekih hujših uporniških zadev, da se manj pritožujejo, da manjkrat govorijo slabš o zaporu, ga ne predstavljajo kot nekaj slab oziroma se zadržujejo pri tem. Potem recimo ena taka specifika je tudi to discipliniranje z vidika spola, ne. Tle je predvsem ta materinska vloga, ne, v bistvu to korenček palca z možnostmi glede stikov. Tako da skratka, veliko enih stvari, ki se pol sproducirajo, v bistvu tisti pogledi, ki se kažejo, da jih nekako družba zavzema do spola, do ženske, do vlog, ki jih ima, se pač v zaporu, to bolj intenzivno pokažejo, ne. Vsi te vidiki, no, tako mogoče za... Super, odločili ste se pa, da v bistvu pristopite do teh žensk preko življenjskih zgodb, da preko pripovedovanja. Kakšen je bil v bistvu vaš metodološki pristop? Se Milica je že deloma nakazala, v bistvu odločili smo se za narativni intervju, kar je pomenilo, da se nismo vnaprej pripravljali kakršnekoli vprašanj in da je bil cilj to, da jim pustimo, da prosto govorijo. Dali smo jim izhodiščno vprašanje, torej da nam povejo svojo življenjsko zgodbo in prosto, da torej začnejo tam, kjer se njim zdi pomembno, ne. Torej, da tudi iz tega torej izpostavijo tisto, kar se njim zdi v življenju najbolj pomembno in tudi temu želeli smo se tudi izogniti nekemu temu pokroviteljskemu principu, ne, da bi jih usmerjali, da bi se torej izognili temu, da bi jih usmerjali na način, da bi potem povedali, kar bi želeli mi slišati, ne. Tako da smo jim tukaj res pustili prosto pot, dali torej izhodiščno vprašanje in potem pač, da so one povedali. To je bilo zelo različno, zelo zanimivo tudi z vidika potem sogovornic. Ene so se lahko razgovorile zelo na izhodiščno vprašanje in je to bilo lahko 2 uri pogovora, mislim, njenega pripovedovanja zgodbe, pri nekaterih pa je lahko bilo tako po 20 minutah in je bilo to. In potem, ampak tukaj smo potem tudi izhajali iz te metodološke predpostavke, da vedno izhajamo iz tega, kar nam one povedo. Torej, nimamo vnaprej pripravljenih vprašanj, ampak poslušamo pripovedovalko in tam, kjer se recimo ona ustavi ali pa kjer so bili neki pomembni poudarki z njene strani, potem tudi iz tega ven izhajamo. In to je bil nek naš
ta naš metodološki pristop dela. Potem je seveda temu sledilo transkripcija teh pogovorov. Z vsako pripovedovalko smo se srečali vsaj 3-krat, mislim, da vse smo imeli vsaj 3 obiske, in ki so potekali različno dolgo. In potem seveda po transkriptih smo sestavljali zgodbo, ki je bilo tudi en tak precejšen izziv, ker te transkripti so lahko izgledali tako, da so bili tudi po 60 strani dolgi kakšni, in potem je bilo to treba spraviti na zgodbo nekaj strani. Seveda smo pa tle ohranjali to, da smo zgodbo sestavljali, to je bil še ta dodaten izziv, da nismo mi delali povzetkov iz tega, kar so nam povedali, ampak da smo zgodbo sestavljali iz njihovih dobesednih kot citatov, torej tega, kar so nam one povedali, in to poskušali postaviti v neko konsistentno celoto, ki si je po neki logiki sledila. V bistvu ste bili, tudi ko bereš te zgodbe, vidiš, da ste slišali marsikaj in da ste bili priča tudi marsičemu. In mogoče eno vprašanje za vse, kako ohranjati distanco, kako v tem procesu se umakniti, na kakšen način ste se lotili tega? A lahko se dopolnim, ker mislim, da prvo vprašanje se mi zdi vse odgovorile, kar je bilo, kako ste prišli v stik z zapornicami in se navezuje na to, kar je Jasna rekla. V stik z zapornicami smo prišli preko zapora na Igu. In treba je reči, da je vodstvo zapora res imelo precejšnje razumevanje za ta naš projekt, in to je projekt Javne agencije za knjigo, to moramo povedati. In projekta vključujemo in aktiviramo. In ko je to bilo del projekta, nam je vodstvo zapora vedno priskočilo na pomoč, ko je bilo potrebno, z organizacijo, z koordinacijo vseh teh obiskov, kar ni bilo lahko, ker so naše pričevalke imele različne režime, od zaprtega, polodprtega in odprtega. Mi pa smo tudi bile časovno omejene z lastnimi službami in aktivnostmi, tako da to je bilo res lepo usklajeno z nami. Še nekaj, eno veliko prednost smo imele pri vseh pripravah na cel ta projekt, da smo imeli v ekipi Darjo Tadić, ki je za potrebe svoje doktorske disertacije in tudi sicer, ki dela že nekaj časa tudi strokovno in profesionalno na tem področju, nam je na začetku zelo olajšala cel proces, ker nam je zelo veliko povedala, kar je že do takrat raziskovala in seveda predstavlja zapor kot totalno institucijo, ker je že prej ogromno tam delala. Mi smo tudi priprave na ta način, da smo kar nekaj prebrali, kaj je bilo do zdaj na to temo že napisano. Tako da nam je to pravzaprav olajšalo vstop v zapor in tudi olajšalo začetek celotnega tega procesa. Kako pa pol med procesom? Ja, proces je bilo pa malo. Izvolite. Kako da si pogledali to? Jaz sem distanco postavljala, po moje, dosti slabo. Pač se mi zdi, da pač ne glede na to, koliko si prebereš o tem, koliko si predstavljaš, kaj bo, da te pač neke stvari bojo vedno ujele nepripravljeno, neke stvari bo, pač bojo čist neke osebne stvari, ki te bojo, ne vem, čist nekih lastnih prepričanj razjezile ali razočarale in tako naprej. Ampak se mi zdi pač, da je bilo, dosti je pomagalo to, da smo si med sabo tako tudi povedali, kaj je bilo, pa potem pač tudi skozi ta proces, ko to neko zgodbo večkrat, ko imaš enkrat pretipkano, ko jo prebereš, ko jo postaviš v neko, jaz sem si pač na neki točki probala to res samo kot besedilo predstavljati, ne več. Mislim, saj da na neki točki greš ven iz tega, no. Mogoče še kjera druga, ki se je bolj uspešno s tem. Ja, jaz v bistvu niti nisem želela sploh kakve distance vzpostaviti, ni mi bil to cilj. Tudi tako nekako sem čutila, če nekoga povabim v to, da mi pove svojo življenjsko zgodbo, da je tudi prav pa fair, da te distance ni, no, da je pač to tudi neka taka intima teh pogovorov, ki terja, da ni preveč distance, ne, da ni šlo za faktično pripovedovanje, ampak za neke subjektivne doživljanja in tako naprej, no.
Tako da v bistvu je niti nisem želela, hkrati s tem pa pač seveda pride vse to, da se te stvari dotaknejo, ali pa recimo, jaz sem se tako spopadala, mislim, da smo se o tem tudi v ekipi pogovarjali, pač tudi s tem, ne, jaz sem hotela kar kaj svetovati tam, mogoče tudi iz pač te poklicne deformacije, ki sem jo imela iz dela, ne, da bi pač, jaz bi kar rekla, ne, ja pa dajte to, ali pa daj to naredi, ja pa zakaj pa nisi tako, ne, mislim, tako, hotela bi jo spodbuditi, da kaj naj se že spremeni, ne, tako. Mogoče bolj tukaj, da sem se malo težje nazaj držala, ja, tako. Še kjer je bilo? Ne, to je bilo meni, to je tako, ko razmišljam, tudi en tak zanimiv vidik, se mi zdi, da je to svetovati, ne, nekomu, ki, predvsem, ker se mi zdi, tako v teh pogovorih so bile tudi željne, izpostavljale so nekih dodatnih informacij in tako in ti pač ne smeš, moraš imeti tu distanco, ampak se mi zdi, da to je bila neka taka stvar, ker smo se soočale skoraj vse s tem, da pač tle smo se mogli potegniti nazaj, pa res da samo pač poslušati, ampak z neko empatijo, ne, z neko mejo pa postavljeno, dokje lahko ti greš v pogovoru, recimo z pripovedovalko. Mogoče se je distanca res spostavila šele potem, ko je bilo treba iz tega narediti tekst, ker je bilo treba na nek pošten način tekst narediti in ne sebe dajati noter in svoje občutke in svoje, ne vem, pričakovanja, kakorkoli. Takrat je bilo treba reči, to je zgodba, to je njena zgodba, tako pač mora. Kako je pa urejati tako besedilo? Urejati tako besedilo pa ni najbolj enostavno početje. Vsaka od nas je, ne vem kolikrat, ampak zelo velikokrat šla skozi. Jaz sem najverjetneje prebrala pa še večkrat vsako zgodbo, pa vračala sem, a ne predvsem jasno krajšanje. Problematično krajšanje. Meni se zdelo vse pomembno. Vse pomembno. Prvočnih smo želeli malo podaljšati zgodbo, pa ni šlo, a ne, ampak ni najbolj enostavno, zato ker pač so to osebne zgodbe, mislim, gradiva je bilo kar veliko pravzaprav, ne, ni bilo malo gradiva, ampak je bilo pa treba neko koherentno, konsistentno celoto narediti iz tega vsega gradiva. Dostikrat so bili pa to, veste, drobci, ki so se zlagali v zgodbo, ker kot rečeno, mi smo se do 3-krat srečevali, ne, in kakšne stvari so, veste, zadnjič sem vam pa to pozabila povedati, veste, nanaša se na tisto in bilo treba ustavljati nazaj, ko bilo treba to zgodbo narediti. Potem pa še eno, to moram pa še povedati, še posebej poudariti, da preden je knjiga izšla, pa mislim, da se lahko vse strinjamo, da je ogromno delo naredila lektorica, Ana, kaj se ne mora zdaj spomniti? Ne, kako? Ugrinović, ki je res opravila izjemno dobro delo in je seveda se držala nekih napotkov pri tem. Napotki so bili pa predvsem ti zanjo, da naj ne preveč posega v zgodbo, zato da se ne zgubi ta osebna nota pripovedovalke. Tako da je pravzaprav popravljala in posegala v tekst samo z tega vidika, da je bil bolj berljiv, pa mogoče še kakšno več sem pozabila, bolj berljiv, konsistenten, tekoče, ja, tako. Se mi zdi, da z tega vidika je knjiga tudi precej pridobila zaradi tega. Nina, a bi lahko rekla, da se da izmed vseh 10 zgodb izluščati neke skupne elemente? Jih lahko mogoče konkretiziraš? Mislim, iz teh 10 verjetno ne. Neka skupna značilnost tega ne bo šla. Lahko verjetno izrišemo neke glavne linije, ki se na različne načine vrtijo v nekaterih ali pa v večini zgodb. Ena izmed njih je recimo da spolno specifična strukturiranost trajektorija oziroma te poti do zapora, ki je neredko označena z nekimi intimno-partnerskimi odnosi, ki so takega značaja, da to žensko, ki je potem v zaporu na nek način upeljajo v ta kazniva dejanja že v štartu, ali pa posredno preko droge, preko odvisnosti in potem posredno
s tem povezanih kaznivih dejanj. In ti odnosi so nemalokrat označeni tudi z intimno-partnerskim nasiljem. Druga linija s tem povezana je verjetno tudi ta neka specifična obremenjenost skrbi za otroke, skrbi za družino. Torej ta neka želja po prihodnosti, ki je več kot sedanjost, potem, da se zagotovi nek nivo življenja, ki je dostojen predvsem za otroke, pa tudi zase. In ta aspiracija sama po sebi je legitimna, postane pa problematična takrat, ko pogledamo, da zares nimamo vsi resursov, da to aspiracijo zares realiziramo in da so te osebe že tako ali tako neformalno, recimo, da tudi sankcionirane za nezmožnost realizacije te aspiracije, pa zares nimajo samo resursov in ker nimajo resursov, poskušajo potem pa nekih drugih poteh za to, da si zagotovijo ali neko komaj da preživljivo življenje ali pa ta nekaj več v življenju. Druga linija je, ki jo lahko izpostavimo, pa se že veže recimo da bolj na samo bivanje v zaporu, je to, da so nekatere izmed teh pripovedovalk izpostavljale bivanje v zaporu kot neko konstantno psihološko vojno, ki od njih zahteva neko stabilnost in kjer se prenekateri protest proti ali pa zahteva po bere kot izraz nestabilnosti ali pa kot izraz nemožnosti prevzemanja individualne odgovornosti. Ena izmed njih, Stella, recimo, da pripoveduje o tem, da se konstantno počuti, kot da je na nekem izpitu, na nekem testu in da čaka kot študentka, da ji povejo, če je izpit naredila ali ne. In ta zahteva po stabilnosti se zares prevaja verjetno v neko to zadovoljstvo s tistim, kar pač je v zaporu, kar je dano. Hkrati pa je za njo tudi predpostavka tega prevzemanja individualne odgovornosti za dejanja, kar po drugi strani tudi zapira uvide ali pa govor o tem, kako so bile določene izbire zares spodbojene v nekih trajektorijih, ki so označene z družbenimi okoliščinami. Naslednja linija je verjetno tudi doživljanje prestajanja kazni zapora, kjer lahko vidimo predvsem neka dva sklopa. Pri enem zapor oziroma zaporna kazen deluje kot rešitev, v smislu tega, da se je za zaporno kaznijo osebo potegnilo ven iz nekega okolja, ki je sicer delovalo destruktivno, in v tem kontekstu je zapor interpretiran kot rešitev, kot bolj varen prostor. Življenje po prestani kazni pa predstavlja poskus nekega novega življenja, pri čemer je treba opozoriti tudi to, da zapor predstavlja nek bolj varen prostor, ne nujno pove kaj dosti o zaporu samem, pove pa lahko dosti o tem stanju zunaj. Drug način doživljanja te zaporne kazni je pa zapor kot nekaj, kar je prekinilo sicer trajektorij v teku, kar velja predvsem za tiste osebe, ki imajo zunaj neko podporo v obliki socialnih mrež, uživajo recimo podporo družine, podporo partnerja, so imele zaposlitev pred prestajanjem in v tem kontekstu potem zapor deluje kot nekaj, kar ta tok prekine. Življenje po prestanju zaporne kazni pa se bere kot nadaljevanje življenja. Torej, zapor je nekaj, kjer se življenje začasno ostalo. Mogoče bom potem šla kar na jasno. Nina je že izpostavila pojavljanje elementov partnerskega nasilja. In mogoče se mi zdi, zelo močen citat se mi je zdel naslednji.
V tistem obdobju sem večkrat dobila po pički, dobila sem kar nekaj batin. Miran me je enkrat udaril, klofnil me je in mi prebil ustnico. Prijela sem ga za vrat in poklicala policijo. Začel me je jebati v glavo, me poniževati. Kurba mi je ves čas govoril. Torej, lahko nekako utemeljiš ta moment partnerskega nasilja. Nekaj je ženina zelo dobro nastavila, še kaj dodaš? Ja, to je nekaj, kar je iz naših zgodb, pa mogoče tukaj Darja tudi še kaj dopolnila, kar ima nek splošni vpogled v to, da je velikokrat te ženske druži prav zgodba in zgodovina, imajo za sabo zgodovino intimno-partnerskega nasilja in to tudi precej težkega nasilja. In potem, tako kot je Nina rekla, so te ženske zapor razumele, vsaj iz teh zgodb, ki smo jih mi delali, ne, so razumele kot neko dejansko odrešitev od te situacije, ki so jo imele zunaj. Ne. In je v bistvu druge možnosti izhoda niso imeli. To je zaradi njihovega šibkega socialno-ekonomskega položaja ali bodisi, na primer, ena od mojih sogovornic, s katero sem jaz delala, Teodora je recimo, ona je bila izbrisana, a ne, in torej imela partnerja, ki je bil močno nasilen, kar dva, ne, zaporedoma, oba nasilna nad njo, in dejansko ona ni imela nobene možnosti izhoda, ne, rekla, nisem si upala niti kam naj se prijavim, saj nisem imela nobenih pravic, ne, ali pa zgodbe, kjer jih je zaznamovala odvisnost od drog. Tako da to je nekaj, kar jih je tudi potem dodatno morda vodilo po neki poti, ki je bila tako rekoč brezizhodna in je potem tudi vodila v neka dejanja, ki so se potem realizirala v tem prestopništvu, v nekih kaznivih dejanjih, ki so jih vodile v zapor. Ne malokrat iz nekaterih zgodb se je tudi izhajalo to, da so v bistvu pristajale na nekaj, recimo konkretno tudi v eni zgodbi, da je pristajala na neko to posredništvo, neka ilegalna dejanja pod pritiski sa strani partnerja, ki je grozil in tako dalje. Tako da teh zgodb žensk, ki potem morda gredo po neki liniji, ki lahko vodi do zapora, ne malokrat vodi tudi ta zgodovina intimno-partnerskega nasilja. Tako da, mogoče Darja še kaj dodati. Ja, tako podobno, kot dobimo vtis, ko beremo tudi zgodbe, kažejo tudi podatki, da pač večina teh zaprtih žensk ima neke izkušnje z nasiljem pred prestajanjem kazni, tako s fizičnim, spolnim, tudi psihičnim, ekonomskega nisem preverjala. S tem, da jaz bi mogoče tukaj še to dodala, da se mi zdi pomemben dodatek, je pa ta, da tudi podatki so pokazali tudi to, da zapor za njih ni povsem varen prostor, da mogoče lahko v teh zgodbah predstavlja neko spremembo na boljš. Večina od njih ima izkušnje nasilja tudi znotraj zapora, medosebnega nasilja, s tem, da so tukaj te deleži kar visoki. Zato kadar tako razmišljamo o tem, viktimizaciji, traumatičnih izkušnjah z nasiljem in tako naprej, treba razumeti, da tudi zapor ni nek od tega izoliran mehurček. Kar je pa zraven še dosti pomembno dodati, je pa to, da podatki tudi kažejo, da so večinoma o tem nikomor ne zaupajo. Ne zaupajo zaposlenim, še manj pa drugim zaprtim. In da tudi, ko sem razbirala te podatke na IGU, je trajalo zelo dolg časa, da smo do te teme sploh prišli. To pomeni, da je bilo to večinoma s fokusnimi skupinami in z anketami sem to ugotavljala in je to pomenilo veliko intenzivnih srečanj v varnih skupinah, po katerih se je ni nič zgodilo, da smo sploh začele s to temo. Ko smo začele, se je skazalo za najbolj pomembno z njihovega vidika. Tako da to je treba tudi pomemben dodatek, se mi zdi. Ne, se mi zdi, da odnosi znotraj zapora so se tudi pri vseh pripovedovalkah izkazali kot nekaj, kar jih najbolj bremeni. In ti odnosi so se izkazali za precej težki odnosi.
Omenili smo pa že, da se te ženske v marsičem razlikujejo. Ena od razlik, ki smo jo nakazali, je socialna mreža, ki jo imajo zunaj zapora. Še ena izmed razlik, ki pa krvaje iz knjige, je pa tudi njihov materialni status. Torej, ženske prihajajo iz različnih okolij in se razlikujejo glede na materialni položaj. A lahko to mogoče malo bolj podrobno opišemo? In kar me zanima je tudi to, da vpliva tudi neka materialen, razreden položaj posameznice na samo bivanje v zaporu. Si lahko kakšna privošči več in kakšna manj? Ja, kar se je pač verjetno da iz podatkov kakšnih to ugotoviti, je, da pač zapor ni institucija, kamor bi te osebe prišle in se potem vse izenačali in vse imele enako, da bi bilo za vse enako noter. Razredne razlike, ki se pojavljajo že zunaj zapora, se potem praviloma opazijo tudi noter. To se opazi lahko prek čist nekih banalnih stvari, kot so recimo obiski. Ne vem, Darja je prej omenila, da to, glede na to, kje je ta zapor, da za številne pomeni, da je težko priti na obisk. Ne? Zdaj jaz recimo sem se pogovarjala z eno, ki so ji pač zunaj bližnji vsi umrli v tem času in je imela pač 2 mladoletna otroka, ki je pač nista mogla hoditi obiskovati in tudi ni imela nikogar, ki bi pošiljal denar, recimo, in si zato ni mogla kupovati kave, nekih, ne vem, takih stvari, kot je balzam za lase, recimo. Neke stvari, ki se zdijo pač nam čisto samoumevne, potem zaradi tega, ker nimajo te osebe zunaj nikogar, ki bi jim pošiljal recimo denar, potem tudi noter nimajo. Večkrat je bilo izpostavljeno to glede osnovnih higienskih pripomočkov, da se tukaj pač, da je treba pisati neke prošnje, da se odobrijo neke čisto osnovne stvari, in se je že tukaj pokazalo. Potem je razlika pol pač tudi pri teh obiskih, ne samo to, da ti recimo da te ne morejo priti obiskati, ampak tudi, ko imaš recimo možnost, da imaš izhod za vikend, enostavno nimaš denarja, da bi si, ne vem, kupila avtobusno, ne vem, da bi si urbano kupila in šla nekam ven, da bi, ne, če te noben ne more pritiskati, mislim, tam na Igu, kaj, ne, ni glih vikend izlet. In so pač neke take stvari, ki se mogoče slišijo zelo banalne, ampak se mi zdi, da bistveno vplivajo na to, kako se doživlja pač zapor. Mogoče temu dodati samo še to, kar je iz enih parih zgodb izhaja, da ženske znotraj različne, ne? In ene to tudi opazijo, to, kar je Darja zdaj opisovala in Deja, in se vzpostavi tudi nek tak solidarnostni odnos, recimo, ker vem, da nima za kavo, bom jaz kuhala za 5, pa bo še ona lahko popila. Ampak so pa tudi drugačne pripovedi, ker reče, ne, me je potem pa ona kar gledala, zakaj sem jaz še nekaj kavo ponudila. Skratka, tudi tukaj se vidijo razlike med njimi, ene, ki so senzibilne za ta vprašanja in bi tudi pomagali, ampak potem je pa spet neke vrste kontrola med njimi, zakaj si pa ti tisti, nisi on in tako naprej, kar je dokaj razumljivo, ker živijo na zaprtem sistemu, ne, vse je vidno, vse so različne, različne pričakovanja, različni konflikti izbijajo ven, ampak hočem reči, da je zelo kompleksna situacija, zelo različna, tudi med njimi sami. Mogoče lahko jaz tukaj še malo dopolnjeno, tudi ta vidik je pač v času prestajanja kazni legitimen način zaslužka je zelo težko dostopen, pa tudi tisto, kar je nizek. Ne? Tukaj gre za ful nizke plače, govorimo o par 10 evrih na mesec. Ne? In zdaj, seveda, ne, neka splošen vtis obstaja, da ko si ti v zaporu, imaš te osnovne stvari zagotovljene, ampak govorimo o osnovnih stvarih, ko je kriterij preživetja. Zdaj pa, če govorimo o nekem dostojnem življenju, človeka vrednem življenju, pa vemo, da je tukaj še kaj zraven. Ne? In zdaj, recimo, vidik dela, ki je omejen, približno polovici je dostopno delo v zaporu, ne drugim, ne, prinese veliko enega boja za to delo, ki je pač nek omejen vir. To je drugo, tretja stvar je pa še to, no, da v bistvu se pa kaže, da se pač seveda na takem terenu razvijajo neki črni trgi, črni načini pridobivanja denarja. To so pa razne izposojanja, kraje, izseljevanja, zadolževanja, preprodaja psihiatričnih zdravil in tako naprej. So pa pol te
manj vidne obliki pa procesi iznotraj. In to so viri preživljanja. Pa noter hkrati pa seveda tudi točke, kjer se rojejo potem nekolegialnost, konkurenčnost, konflikti in hkrati pa to, kar že uvodoma omenjene, ni možnost umika, je en zapor za ženske, v isti hiši so. Tako da je taka specifika. Ko govorimo o materialnem položaju, je mene še zelo močno zadel, ker sem brala knjigo v bistvu Odnos države do teh žensk že prej. Torej, en citat, ki se mi zdi zelo povedan, je tale. 6 mesecev, 3 otroci in samo 300 evrov otroških dodatkov. Na center za socialno delo sem šla 3-krat opozoriti, da zaradi tega kradem. Socialna delavka mi je rekla, saj bo teh 6 mesecev hitro minilo. Torej, a bi lahko rekli, da tudi socialna država na nekih točkah odpove in tudi prispeva k temu, da se ženska pogrezne še v večjo stisko? Ja, sej, nekaj je ta sistem socialnih transferov, ki je zunaj. Pol pa recimo v času prestajanja kazni zaprte osebe niso upravičene do nobenih socialno-varstvenih prejemkov, niti do prispevkov iz naslova dela, spravo niti delovna doba ne teče. Zdaj, glede na to, da je pa dostopnost do recimo legitimnih oblik zaslužka za ženske načeloma slabša kot za moške v zaporu v slovenskem okolju, pomeni, da taka politika zaprte ženske prizadene nesorazmerno hujšne. Druga stvar, pa recimo včasih je obstala v naših predpisih možnost za zaprte osebe, da so ob odpustu prosile za neko urgentno denarno pomoč, bila neko znesek, s katerim je šla lahko oseba ven in preživela tistih par dni, potem se je pa to ukinilo. Tako da zdaj ob odpustu osebi pripada obutev, obleka in brezplačna vozovnica do doma. To je to. Seveda, to je isti sistem za vse zaprte osebe, ampak če pogledamo, kakšno je vstopno stanje oseb, ko pridejo in možnost zaslužka med prestanjem kazni, se pa po mojem mnenju lahko zelo brez problemov sklepati, da taka politika na ženske vpliva še to hujšno, zaradi slabših sredstev, ki so jim na voljo. Pa še tle se mi zdi v nekaterih zgodbah tudi izhajajo to, kaj res pomeni, če ne morejo delati. V enem primeru je recimo ena od sogovornic, ko je delala, je še nekako preživela z denarjem, ki ga je dobila, čeprav so te plače zelo nizke, ampak potem je resno zbolela na srcu in je zdaj dejansko, kot da bi bila invalidsko upokojena, ne more delati, tudi ne sme in more preživeti z 20 evri na mesec. In tako je povedala, da to je lahko za telefonsko kartico, za to, da pokliče domov in še kakšno stvar. Niti osnovni stvari si s tem dejansko ne more privoščiti, doma pa tudi nima neke socialne podpore, tako da je res ta položaj zelo tak brezizhoden. Tudi potem ta pogled na življenje po zaporu se potem postavi kot zelo velik vprašaj, kako. In pa mogoče eno svetlo točko izpostavi, da ne bomo samo ena od pričevalk, recimo v tej knjigi Šija, govori pa ravno o tem, kako se je prav zaporu naučila limitirati. Kako je vsak četrtek pripravila listek za nakup v trgovini, kjer je vedela, da lahko zapravi samo toliko. In potem je povedala zgodbo svojega sina, kako ga je naučila, pravzaprav kako tudi v zasebnem življenju lahko, torej prilagodi nekako se svojim trenutnim finančnim razmerom, ker sama za sebe je rekla, da so je vedno noge štrlele ven, skratka, da je vedno hotela več doseči, kot bi lahko in iz te svoje zgodbe, torej ne samo sebe, ampak tudi nazaj v družino sporočila nekaj, da so se tudi iz tega primera lahko potegnili kakšni pozitivni sklepi. Ko smo pa mogoče pri materinstvu, pa imam spet naslednjo iztočnico, ki je najbolj hudo mi je, ker ne moram biti z otrokama. Moja otroka nista bila nikoli sama. Prej sem bila ves čas z njima, zato sem bila zelo zaskrbljena, kako bo zdaj, ko me ni. Saj tukaj imajo vse otroke, ampak moja nista navajena biti brez mene. Potrebujete me ravno zdaj v tem obdobju. Torej, dar je poseben aspekt v življenju večine zapornic je starševstvo. Kakšne pravice sploh imajo mame, kako se nekako soočajo s to odsotnostjo, kako je poskrbljeno za srečanje z otroci? Ja, glede pravic do ohranjanja stikov z
otroki imajo mame enake pravice kot očetje. Tukaj ni razlik, pač osnovna forma stikov so telefoni, obiski in pisma. Ne. S tem, da tisto, kar se pa kaže za zaprte bolj pomembna stvar, so pa dodatne oblike stikov. Tukaj so pa ugodnosti, izhodi, svobodnejši režimi in tako naprej, ki se kažejo za bolj za pač okoliščine, v katerih boljši in lažje uresničuješ neko to bližino, povezanost in tako naprej. So pa razlike v pravici otroka, dojenčka, kjer pa je ta specifika, da dojenček sme bivati v zaporu z mamo, ne sme pa z očetom, govorim za Slovenijo, ne, do 2. leta starosti. To pa je neka posebnost, ki tudi kaže na to, kako razumemo vlogo mama in očeta pri razvoju otroka. Ne. Tako da to je pa bolj kot edina taka specifika. Je pa res, da prav ta vprašanje nosečnosti in materinstva je bila pravzaprav prva tema, s katero so na splošno v zgodovini zaprte ženske dobile prvič neko posebno mesto v vseh teh predpisih. Prvič se je, ko se je začel govoriti o nosečnicah v zaporih, se je prvič začel govoriti o tem, ja, se res v zaporih so tudi neke ženske, ne. Tako da je bila to neka vstopnica. S tem, da pri tem materinstvu pa pravicah v zvezi s tem bi mogoče tako ene 3 točke še izpostavila. Ena je tam, da ko sem šla gledati kazniva dejanja, ki so vsebovala elemente nasilja, ki so povzročile zaprte ženske, kar je sicer redkost, to so zelo redki primeri, ne. Ampak da žrtve takoj na drugem mestu za partnerji, običajno nasilnimi, ne, so na drugem mestu otroci, ne. Skratka, pojem materinstva tudi v tem kontekstu treba misliti, ne, v zaporu. Zdaj pa so pa še druge stvari, ne. Eno je to, da se pri zaporih za ženske pogosto pokaže, da to, da je prav materinstvo, to se tudi v moji raziskavi kazali, nek tak zelo močen vzvod za kontroliranje, za nadziranje vedenja zaprtih žensk, ne. Prav to, ta želja po ohranjanju te vloge, ki je bila že prej zunaj, ne, da jih nekako tudi cilj v to, da so bolj ubogljive, da se manj upirajo, da so več pripravljene narediti za to, da bojo pač izhod pridobile, pa svobodnejši režim. Tako da jaz si vedno tako mislim, da je to materinstvo lahko tudi neko veliko breme v času prestajanja kazni, nek dodaten vidik, ki ti mogoče na več načinov otežuje prestajanje kazni, ne. In kot tretja stvar je pa to, ne, da recimo zdaj je zelo moderno v svetu, da se razvijajo te spolno specifični programi za zapore za ženske in največkrat je prav materinstvo na prvem in drugem mestu, ne, kot neka tema zelo pomembna. In tako, ko sem malo pozvala, kakšni so ti programi, kaj se z njimi potem dogaja, v praksi sem ugotavljala, da se zelo velikokrat začnejo prevajati v neke programe, ki poudarjajo, poglabljajo te tradicionalne vidike vloge mame, ne. In da se je sicer verjetno iz dobronamernih programov, kjer bi poskušali blažiti ta učink na starševsko vlogo ženske, ne, hitro lahko spremenijo v kontraproduktivne, ne. Ker se spet potiska v te tradicionalne vloge in čaščenje tega materinstva. Tako da več vidikov je tle in kadar pomislimo o pravicah, se mi zdi, da ni vse tako enoznačno. Potem pa eden izmed elementov, ki se pojavlja, je pa tudi ta čakanje na izpust, čakanje na to, da se kazen konča. Koliko zelo se zapornice bojijo neke stigme po tem, ko preživijo svojo kazen v zaporu? Koliko so pomembne za to neke socialne mreže, ki jih imajo vzpostavljene, neko stanje, v katerega se vrača? Ja, tega se zares bojijo že preden sploh vstopijo. Kar nekaj oseb je pripovedovalo o tem, da so se posebej psihično pripravljale na vstop v zapor. Tudi zaradi tega, ker so si ga predstavljale na neke specifične načine, ki se potem nenujno niso izkazali za resnične, po vzoru teh nekih ameriških filmov in podobno. In pred vstopom so bili načini spopadanja s tem različni, od tega, da se je oseba pogovorila z njej pomembnimi osebami in razložila
celotno zadevo. Nekatere so pa pripovedovali tudi posredno o drugih osebah, za katere se ve, da so dejstvo, da grejo na prestajanje kazni zapora, na nek način zanikale oziroma svojo odsotnost, sploh če je bila krajša, recimo da kakšne 3 mesece, predstavile kot to, da grejo zares na nek dopust, kar je možno samo pri kaznih krajšega značaja, ne pa pri teh nekih daljših kaznih. Stigma se kaže tudi na drugih ravneh, v smislu sramu drugih pred to osebo, ki je na prestajanju kazni, tudi na ta način, da se kakšne družinske članice recimo ne udeležujejo, ne izkoriščajo možnosti obiska, ker zapor je pa da zapor. Stigma po izpustu je pa, tako kot si že sama nakazala, odvisno tudi od tega, koliko razumevanja, koliko podpore dobijo v svojem primarnem socialnem okolju, kar kaže na to, da te socialne mreže zares delujejo kot neki ti blažilci. Stigme izven tega kroga niso pa zares dovolj za to, da lajšajo prehod iz zapora v to vsakdanje življenje izven institucije, zaradi preprostega dejstva, da se oseba, ki je bila na prestajanju kazni zapora, giblje tudi izven teh socialnih mrež in vstopa v interakcije z nekimi institucijami in z drugimi polji, kjer ta stigma ostaja. In ta oseba je neredko še vedno percipirana potem kot bivša zapornica, kar pomeni, da so ta pretekli status še kar cementira v sedanjosti. Mislim, da je samo to, ko so izpostavili, tudi ko smo nesli knjigo, in tudi ko smo se pogovarjali z njimi, da se čutijo kot ženske še toliko bolj stigmatizirane. Da čutijo to, da gre ženska v zapor v družbi še toliko bolj obsojeno in iz tega vidika še toliko večjo breme prevzamejo nase, češ da je to nekaj, kar dodatno stigmatizira, da tako ne doživljajo, da moški v zaporu pa v družbi ni tako stigmatiziran, kot pa če ženska prestane zaporu. Oziroma še en korak naprej, je seveda stigmatiziran, ampak hkrati lahko v nekih določenih skupinah na podlagi te prestajanja zaporne kazni doseže neko specifično prepoznavo, ki je ženska ne more, ker je dejstvo, da je prestajala kazen zapora toliko distancirano od tega, kar se od nje kot ženske pričakuje. Mogoče še zadnje vprašanje, Milica, zate. V knjigi ste napisali, da so vas slišane življenjske preizkušnje pripovedovalk spravile v obup, spet drugič pa so vam dali moč in zalet za nadaljnjo spopadanje s krivicami in neenakostjo. Bi lahko rekli, da so dela, v katerih damo glas neslišanih, nek pomemben doprinos k spremembi na bolje oziroma neka vstopna točka? Ta drugi del vprašanja, mislim, da je bolj namenjen drugim, da bodo drugi povedali, kako je knjiga vplivala na njih in da se bo to tudi kje kdaj pokazalo. Ta prvi del in ta nek citat je pa izraz tega procesa, skozi katerega smo vse šle skozi in smo hoteli to večplastnost pokazati. Vendar jaz bi vsem rada rekla to, da smo delali knjigo zaradi njih in tudi najprej so knjigo dobile te, ki so pričevale, ki so nam posodile glas, da smo jih ubesedile potem v teh zgodbah. Mislim, da so vse po vrsti, to boste vi bolj vedeli, ker na tem prvem dogodku ni bilo, da so vse lepo sprejele knjigo, da so bile vesele in da so nekateri celo rekli, da jim je olajšalo. Potem, ko so povedale, so šle tudi skozi nek proces očiščevanja, prečiščevanja in tudi ena, ne samo, torej, cel zapornik te zgodbe, da so nekatere stvari na novo premislile. Torej, to je ena stvar, s katero upam, da smo nekaj naredile. Druga stvar pa je, da je to tudi zaporskemu osebju ena informacija o tem, kako se vidi to z druge strani, strani tistih, ki se, torej, kot smo napisali v knjigi, začasno znajdejo na gradu 25i. In tudi zaradi njih se mi zdi, da je prav, da so nekatere stvari prišle ven.
zato da tudi sami reflektirajo to situacijo in da tudi mogoče se skozi te zgodbe, ko bodo tudi sami jih analizirali, morda izpostavijo nekatere ali pa zahtevajo ali pa prosijo ali pa ne vem, predlagajo neke spremembe v celotnem zaporskem režimu. Ali se bo to zgodilo ali ne, je drugo vprašanje, ampak nekaj sporočil glede tega pa mislim, da knjiga tudi prinaša. No, kdo iz publike še kakšno vprašanje? Kjer skupina je za naslednjo knjigo tega? To vprašanje bomo preslišali. Je nekaj skupin, ampak malo vdiha bomo. Če je to, pa pač ne. Še? Jaz imam eno vprašanje. Mene zanima, kak je bil odnos teh žensk, ko so knjigo dobile in jo tudi prebrale. Kak je bil odziv? Zdaj, lahko, ko so dobile, poveste najprej. Zgodbo so itak prebrale že pred knjigo, ker so dobile celo pripoved v avtorizacijo, ko so imele še kakšno možnost za spremembe in podobno. Tako da so celotno svojo pripoved prebrale že takrat. Si pa predstavljam in tudi je bil občutek potem, ko se vidi v tej fizični obliki vseeno drugačen. Po njihovem odzivu na tistem dogodku so bile s tem zelo zadovoljne. Ni bilo nobenih zares pomislekov. Ja. Meni je pač tako je treba povedati. Mi smo jim itak te zapise zgodb prinesle za prebrati v zavod in si vsaka svojo zgodbo prebrala pa povedala, kaj ni okej napisan, kaj je slabo strnjeno in tako. In jaz sem, moje dve sogovornice sta bile Laura pa Nežka iz knjige, ko smo razmišljali, kaj so že imena iz knjige. In tako Laura mi je rekla, ful hudo napisan, nimam pripomb, ful se dobro bere, tako, ne. Tako Nežka mi je pa rekla, jaz tega ne morem brati, meni so vse zagab, ko to berem in rekla, da je too much tako strnjene te dogodke prebrati, ne. Tako se mi zdi, da sta bila tako pač dva zelo različna odziva. S tem, da to, kaj si pa one mislejo o zgodbi drugih, to se pa še nismo z njimi pogovarjali, to pa še čaka. Zelo zanimivo. Ja. Jaz samo še dodam, da sem tudi jaz govorila z dvema, ki ste na srečo že zunaj. Ena je bila Dejina sogovornica, ena je bila moja in obe dve sta imeli zelo pozitiven odziv na knjigo. Obe dve tudi javno govorita o svoji zaporski izkušnji. Ne vidita nobenih razlogov. Obe pravzaprav, vsaka na svoj način poskušata zdaj skozi to osmislitev svoje zaporske izkušnje pomagati tudi drugim. Tako da se mi zdi, da to je ena taka svetla točka, v kateri sem jaz skozi te pogovore prišla. Mogoče še to, da nekateri izmed njih niso imele, so toliko zares stojijo za pripovedjo, za svojo zgodbo, da so bile pripravljene podpisati tudi svojim imenom in priimkom. Nekatere pa, če zanimivo, eno od mojih sogovornice, Temo Teodora, ona bi skozi spreminjala še nekaj v zgodbi, vsakič, ko sem prišla, bi ona še nekaj, ko smo prinesli knjigo, je vprašala, a lahko še nekaj spreminjala? Tako knjiga je že tu, ne. Tako da ja, zelo različno, ne, so pol to brali, medtem ko druga moja sogovornica pa je bila tako, ja, super, je nič v redu, ne. Je pa mogoče še to, da v bistvu na Igu je, to je toliko majhen zavod, ne, se pravi, ko so bile visoke številke, jih je bilo 100, pa še manj, ne, zdaj jih je manj in recimo točno se je vedelo naprej, da po parih podatkih,
posamezne zgodbe bodo druga za drugo točno vedela, za katero se gre, ne? Da je to pač tako majhen prostor in zdaj, če ima ena 3 otroke, pa je na Matadonu, se je že vedel praktično, katera je. In je tle tudi ta vidik, ne? Če bi mi pisali življenjske zgodbe moških v zaporih, bi bila ta anonimnost njihova medsebojna ful večja, bi se razgubili, ne? Tukaj so tudi to nekako vedle in je bil tudi ta riziko, ko so šle v te pripovedi, da se bo vedel. Med njimi in tudi zaposlenimi ne bo težko uganiti. Mogoče je bilo tudi nekaj, ko smo mi sestavljali zgodbe, da smo zelo pazili, da ne damo kaj takega noter, kar bi jim lahko škodilo, ne? Zato, ker se je vedelo, da lahko se prepoznajo, pa ne. Me je recimo presenetilo, ko imam pač več izkušenj v novinarstvu, kjer se pri avtorizaciji intervjuja ponavadi umilijo stališča, pa večajo ven stvari. In sem pač tudi pričakovala, ko sem prišla na avtorizacijo, da bomo kaj ven metali, pa v bistvu sta obe dve dodale par stvari in tudi neka stališča, ki ste jih izrazili, sta tudi zaostrile tam, ne? Se pravi, sem bila jaz pri povzemanju preveč blaga. Ampak to pomeni to, kar je Darja rekla, da itak so se zavedale, da pač te noter bojo vedle, kjera in ni bilo več razloga, da prikrivajo neke stvari. Pa tudi malo se mi zdi, da je bilo tudi tisto, da se s tem neko sporočilo da tudi malo. Pa še ven je šla ena tvoja pripovedba. Obe sta že, ja. Hvala za predstavitev, vsaj del opravičujem se 2 stvari. Prvič nisem še prebrala knjigo in se veselim branja, drugič sem zamudila začetka, tako da mogoče bom vprašala nekaj, kar je že bilo rečenega. Iz tega, kar sem nazadnje slišala odzive, to so odzive, to je tudi moja raziskovalna izkušnja, fino je dati glas tistim, ki so ponavadi preslišani ali neslišani v tem primeru. Čisto iz tega individualnega, ne? To zadovoljstvo, da vidiš, da pri ljudeh pride do tega premišljevanja in da ni pomagaš individualne, ampak težava veliko tega, kar so sporočila, niso individualne težave, ne? So strukturna težava in me zanima razen teh odzivov, o katerih ste zdaj na koncu govorili, ali pričakujete oziroma ali ambicija knjiga, da ste naslavljali še katero publiko razen 2 omenjenih, torej zapornic samih in paznic, osebja, kot se rekla, v zaporih in ali pričakujete odziv še koga drugega razen teh 2 publik? Mi si želimo širšega odziva, mi računamo, da bodo še nekatere specialne publike knjigo vzele v svoje branje in tudi organizirale pogovore. Sama vem, da je neka iniciativa prišla iz odvetniške zbornice oziroma iz kroga odvetnikov in da bodo organizirali pogovor na to temo, ker je tudi v knjigi nekajkrat se mi zdi mogoče razbrati, da so predvsej bile razočarane nad pristopom nekaterih odvetnikov, ki so jih dostikrat izžemali finančno in so jih potem rešili odvetniki po uradni dolžnosti, rešili na kakršenkoli način, torej po uradni dolžnosti. Nekoliko manj pričakujem iz sodniških vrst, ker mislim, da tukaj ne bo kaj dosti več, mislim, ali pa bo, ne vem. Mislim, da bomo morda Darja iz vrst socialnih pedagogov dobili kakšne odzive, mogoče, ne glede na to, da so kot neka profesija, ki je prisotna v zaporu, mogoče, ne vem. To je zdaj stvar širjenja naokrog in tudi odvisno, kako jo bodo brali, a bodo videli, da so nekako involvirani v te zgodbe, da bodo videli te srednje oziroma te profesije, ti krogi, da se lahko in da je se vredno odzvati. To je zdaj nekaj, o čemer jaz ne znam zdaj. Mogoče sugestija, res nisem še prebrala knjige, tako da ne vem točno, o čem govorim, ampak to, kar sem slišala, govori o tem, da vi skozi izkušnjo teh žensk govorite o zaporu. Zapor je inštitucija, za katero je odgovorna država. Torej, verjetno bi bilo dobro to ogledalo tega, kako ena inštitucija deluje, pokazati tem, ki so za to inštitucijo in delovanje. Jaz sem bila premalo izčrpna, mogoče pri odgovoru, ja.
Enega od pogovorov, ki ga načrtujemo in ki morda ni bil tako zdaj tukaj izpostavljen, je z zaporskim osebjem. Direktorica je naklonjena k temu, zaporsko osebje je prebralo knjigo, so se videli noter, sama je enkrat celo rekla, da so te zgodbe nastavile ogledalo zaporu in zaporskemu osebju. Ona je že slišala nekaj odzivov, seveda so bili tudi kritični, tako da jaz z njimi se nameravamo pogovarjati in seveda nas zanimajo njihovi odzivi, pa tudi zanima nas, kako so pravzaprav tudi nas videli v naše delo. Jaz bi mogoče samo to še dodala, no, da načrtujemo pa predvsem pogovor tudi s pripovedovalkami teh zgodb. In se mi zdi, da eno od pomembnih vprašanj, ko se bomo spet dobivali z njimi, je tudi to, da jih njih vprašamo, kje želijo, da se ta knjiga še sliši, kaj želijo, na koga naj še bolj aktivno nagovori. Pač v smislu, da zavzamejo, če želijo, če jim je to sploh v interesu, ne vem. Tudi oni neko vlogo usmerjevalk, kam želijo, kje naj se da poudarek. Tako da si mogoče bomo videli, kako se bo še to išlo, lahko obetamo tudi kakšno usmeritev tukaj, da je ta vloga pripovedovalk ostane tudi v tem delu. To se mi zdi tudi pomembno. Jaz bi še nekaj vprašala. Sicer jaz knjige še nisem prebrala, no sem pa na Studiu City če vas poslušala, gospa Atičeva. Pa me zanima, kakšen je bil ključ za izbor teh 10 obsojenk, ker zaenkrat še nisem zasledila nekaj odgovora. Mislim, kakšen je bil ključ, je bilo prostovoljno ali tiste, ki so želeli, ali kako, no. Torej, kakšen je ključ izbora teh 10 zgodb, če bi lahko kaj več povedali? Ja, tega res nismo povedali. Ideja za nastanek te knjige je nastala pri branju moje prejšnje knjige Na poti do lastne sobe, kjer je 20 zgodb priseljen. In v tem istem projektu so brali različne knjige, med drugim tudi to. In avtorje in avtorice povabili na pogovor. Na tem pogovoru, na katerem sem bila, sem jih vprašala tako plaho, če bi morda kakšna povedala svojo zgodbo, so se takoj 3 javile. To me je opogumilo, da smo potem preko zaporskega osebe, preko direktorice povabile k sodelovanju zaprte osebe na Igu in se jih je takoj 9 ali 10 javila, v bistvu 9 plus potem 1. Mislim, smo takoj dobili 10 sogovornic, kar se nam je zdelo za začetek v redu, za dosti, ker je bilo v bistvu 10% zaprtih oseb takrat na Igu. Morda še to, torej prostovoljno so se javile, same so, mi smo jim takoj zagotovili anonimnost, povedali, kako bo to potekalo, da bodo na koncu lahko prebrali te zgodbe in odobrile zapis in tako naprej. In potem smo tudi pogovore organizirali tako, ta postopek je vodila Darja, da je pravzaprav nas povezala na ta način, da je prišlo do neke, bom rekla, vsaj na prvi pogled ali pa na prvi kontakt večje naklonjenosti. Starejše s starejšimi, mlajše z mlajšimi, tako da smo tudi na ta način poskušali vzpostaviti in olajšati začetek pogovorov. Potem je pa stekla. Še eno vprašanje, ali je bilo mogoče v pogovoru s sogovornicami začutiti nek zadržek, pred tem, da bi odkrito povedali svojo zgodbo, predvsem zaradi tega zadržkov glede tega, kako bo to vplivalo na njihovo nadaljnje življenje v zaporu. Ker kot ste rekla, je knjiga, so se nekateri osebe zelo kritično odzvali na knjigo. Anonimnost, majhen zapor je, hitro se predvideva, katera je ta oseba, ki je svojo zgodbo povedala. A so bili tukaj ki zadržki strani? Ja, meni recimo sta obe sogovornici marsikaj povedali, pa sta izrecno rekla, da to ne sme biti, da me to ne vključam. Predvsem recimo je bilo zanimivo s tole Lauro, da recimo sva se pogovarjali, pa so imeli pa pauzo, pa sva šli na cigaret in tam je pol še ful zanimivih stvari povedala, ampak je prav rekla, da je to med pauzo, tako, Tako da ja, se je logično, da so se mi zdi neki pač te samovarovalni momenti ali pa tudi tako. Ali pa so bile tudi kakšne take stvari, recimo
Vem, da tale Nežka je pa tudi kaj takega o otrocih povedala, ki je sicer pomembno za njeno življenje, njenih otrocih, ne, pa je njo zelo pomembno zaznamovalo, ampak ni želela noter, ker se je zdaj, da ni prav, da zdaj toliko o otrocih pove, recimo, tudi ta vidik. Ne vem, kako verjetno pri ostalih tudi kaj, ne. Jaz sem pažala, kjer stvari so bile izpuščene, recimo, pri eni od mojih sogovornic, recimo, mi je nekje vmes omenila, da je bila dvakrat poročena, ampak v zgodbi ta dva moška ne obstajata, recimo, kot da jih ni bilo. In so pač prek tega pol nekako, mislim tako, pol sem mogoče malo pozorno ratala, o katerih stvarih se noter ne govori, ker so bile verjetno neke, ne vem, bolj specifični podatki o kaznivem dejanju, kazni in tako naprej. Pa recimo, pa eni sem imela občutek, da je prepričana, da nama prisluškujejo in da je zaradi tega, se mi zdi, zelo tako, ker hvala osebje v zavodu, da je to tako zelo na glas povedala in ne vem, pač to mi je bilo zanimivo. Je pač verjetno glede na pač nivo psihičnega nasilja noter, da je pač se pričakuješ, da so da ne zaupajo pač vsem, kar je to. Fajn bi bilo, da smo se srečali večkrat. Recimo v prvih pogovorih so bile bolj zadržane, pa so pa vedno več naslednji. Vsakič, ko smo prišli, so tudi več povedale, ampak recimo zanimivo je bilo tudi ena od mojih sogovornic, recimo Rozali, ona je meni v štartu rekla, jaz o življenju pred zaporom in pred temi dogodki, o mojem partnerju, možu, mami, sorodnikih, o tem nič nočem govoriti, ne bom nič povedala. Ne? In tudi, če smo prišli do kakšne točke, kjer bi mogoče lahko ker ni bilo čisto jasno, ne, da bi posegla, pa ni želela. Recimo, jaz sem jo razumela, kot da je bilo to tudi pokazala, da to nek vidik, ki je za njo zelo boleč in ni želela in se potem tudi, čeprav smo se zelo potem sproščeno pogovarjali in tako, ampak v ta del ni posegla, recimo. Ne. Jaz sem tudi pri svojih dveh opazila, da so bile neke slepe pege, ampak v mojih dveh primerih ne v relaciji z nekimi medosebnimi odnosi znotraj institucije, ampak neke druge specifike v relaciji z njenim življenjskim trajektorijem. So navrgli kakšno stvar, ki bi se recimo z raziskovalnega vidika zdela relevantna, to, kar si ti že prej izpostavila, recimo te izkušnje spolnega nasilja in podobno, ki spremljajo to pot v zapor, pa je oseba to samo navrgla in pa tega umestila v sam njen trajektorij. Ampak po naših nekih dogovorih v te stvari potem nismo dregali, ker je bil namen ta, da same pripovedujejo tja, kam hočejo. Še kakšno vprašanje? Če ne, pa hvala vsem za udeležbo in hvala za pogovor. Pa preberite knjigo.